V naših oddajah se bomo vsake toliko časa spomnili naše drage Sanje Lončar, saj imamo v arhivu veliko njenih posnetkov. Za danes smo izbrali prispevek, v katerem je govorila o žafranu, ekološki začimbi, ki med drugim tudi pomlajuje naše telo. No, zapoved današnjega časa je ostati dolgo mlad, lep, vitalen in zato plastična kirurgija ima veliko dela. Včasih pa so bili veliko bolj modri, namesto da zategujejo od zunaj, so znali pomlajevati od znotraj. In začimba, ki se je pri tem najbolj izkazala, je bil prav žafran. Že danes se mnogi spominjajo reka drag kot žafran. Razlog je, da so resnično verjeli in danes to znanost potrjuje tudi, da je to začimbnica, ki zmore pomlajevati naše telo. Skozi to, da pomlajuje kri, skozi to, da pomlajuje živčevje in skozi to, da deluje kot preverjeno antidepresiv, ki se ga da primerjati z vsemi sinteznimi, ki so v uporabi, je žafran res zaslužil svoj sloves začimbe, ki vrača mladost, veselje, energijo. Veljal je zelo dolgo kot afrodizijak in danes so tudi to potrdili, da drži, ker če bi ga malo preveč zaužili, bi postali celo euforično preveč srečni. No, z žafranom pa je treba znati delati. Treba ga je tudi znati pravilno kupiti, ker v igri je veliko ponaredkov. Ampak enkrat, ko ga imate, a bo res drag ali ne, je odvisno od tega, če znate z njim pravilno delati. Glejte, za 2 osebi zadošča 10 žafranovih nitkic. In če te žafranove nitke damo v kakšno mleko ali kokosovo mleko, sojino, lahko vseeno, samo tako, da je tudi nekaj beljakovin in maščobe v tem mleku. Ta trenutek, ko ga vmešamo v mleko, bo začel sproščati svoje zdravilne učinkovine, ampak če ste potrpežljivi, se vam bo zelo obrestovalo. Poglejte, tle imamo žafran, ki je stal že 2 uri, tle imamo pa žafran, ki je v tem mleku stal od včeraj. Že barva vam pove, da to ni enako, tudi okus je popolnoma drugačen. In če ste dovolj potrpežljivi, pa žafran namočite en dan ali celo več vnaprej, potem boste dobili mleko ali recimo kokosovo mleko, v katerem se bo izlužilo vse tisto, kar gre v vodo in v maščobo. Boste dejansko zajeli vse, kar žafran lahko ponudi. In potem, ko enkrat imate recimo na ta način pripravljeno mleko, iz tega naprej žafran lahko uporabljamo na različne načine. En izmed teh je, denimo, da ga uporabimo in naredimo odličen žafranov riž ali proso ali kakšno drugo kašico. Torej, skuhamo riž na vodi in ko je riž skoraj kuhan, toliko, da ga lahko odstavimo samo za še minutko ali 2, mleko z žafranovimi nitkami damo noter, premešamo in pustimo, da se še par minut lepo vpije in boste dobili odličen žafranov riž. Seveda, potem mu lahko dodamo še druge začimbe, sol, tisto, kar jed že narekuje. Še par minut pustimo na toplem, da se lepo vpije in je jed gotova. No, za hitro obnovo moči. Mladoporočencem so to dajali, da zdržijo dolgo noč, ali starejšim, ko malo moči opešajo, se uporablja žafranovo mleko, ki mu dodamo še nekaj medu in lahko nekaj klinčkov muškatnega cveta ali vaniljevega sladkorja. Vaniljev sladkor gre odlično, bo izboljšal okus. Klinčki res delujejo in kot afrodizijak in za dvig energije. Edino, če vam je že vroče, preskočite klinčke, potem pa se držite predvsem vanilje pa muškatnega cveta. Muškatni cvet tudi da več moči našemu srcu in potem dobimo napitek. Edino morate paziti, tega se res ne sme piti preveč, ker boste preveč v rožicah. Vanilija še. Torej, ko enkrat imate tako pripravljeno, potem to lahko dodajate v čaje, lahko dodajate v kakšne druge napitke, lahko dodate tudi v kakšno sladico, recimo kakšno kuhano proso z malo banane, zalijemo s tem in res bo energije in dobre volje dovolj.
več o tem, kakšne so res zdravilne moči žafrana, kako deluje preko naše krvi, kako obnavlja živčevje, kako deluje kot antidepresiv, kako ga je treba res tudi dozirati, pa boste lahko prebrali v knjigi Ščepec vedenja.